Berilo iz pisma apostola Pavla Efežanom. Bratje, podredite se drug drugemu v Kristusovem strahu. Žene naj se svojim možem pokoravajo, kakor Gospod. Zakaj mož je glava ženi, kakor je Kristus glava cerkvi, svojemu telesu, ki mu je odrešenik. Kakor se pa cerkev pokorava Kristusu, tako tudi žene svojim možem v vsem. Možje, ljubite svoje žene, kakor je tudi Kristus ljubil cerkev in dal zanjo sam sebe, da bi jo v vodni kopeli z besedo očistil in jo posvetil, da bi napravil sam sebi slavno cerkev, ki bi ne imela madeža ali gube ali kaj podobnega, ampak da bi bila sveta in brezmadežna. Tako so tudi možje dolžni svoje žene ljubiti kot svoje telesa. Kdor ljubi svojo ženo, ljubi sebe. Kajti še nikoli nihče ni svojega telesa sovražil, temveč ga hrani in neguje, kakor Kristus cerkev. Zakaj udje njegovega telesa smo, iz njegovega mesa in iz njegovih kosti. Zaradi tega bo človek zapustil očeta in mater in se bo držal svoje žene in dva bosta eno telo. Ta skrivnost je velika, jaz pa pravim, v Kristusu in v cerkvi. Vsekakor tudi vi. Vsak naj svojo ženo ljubi, kakor sebe, žena pa naj moža spoštuje. To je Kristusov evangelij. Hvala tebi, Kristus. Blago vsem, ki se boje Gospoda. Blago vsem, ki se boje Gospoda. Blago vsem, ki se boje Gospoda in hodijo po njegovih potih, zakaj sad truda svojih rok boš užival, srečen boš in dobro ti bo. Blago vsem, ki se boje Gospoda. Tvoja žena bo v tvoji hiši, kakor rodovitna trta. Tvoji otroci okrog tvoje mize, kakor oljčne mladike. Blago vsem, ki se boji Gospoda. Blagoslovljen mož, ki se boji Gospoda, blagoslovi naj te Gospod s Siona, da boš gledal srečo Jeruzalema vse dni svojega življenja. Blago vsem, ki se boji Gospoda. Aleluja. Blagor njim, ki Božjo besedo ohranijo v dobrem in plemenitem srcu in obrodijo vsak v potrpljenju. Aleluja. Gospod z vami. S tvojim duhom. Iz svetega evangelija po Luku. Slava tebi, Gospod. Tisti čas je Jezus govoril, čemu naj primerjamo, čemu je podobno Božje kraljestvo in čemu naj ga primerjamo. Podobno je gorčičnemu zrnu, ki ga je človek vzel in vsejal na svojem vrtu. In zraslo je in postalo drevo in ptice neba so prebivale na njegovih vejah. In zopet je rekel, čemu naj primerjam Božje kraljestvo? Podobno je kvasu, ki ga je žena vzela in zamesila v 3 merice moke, dokler se ni vse prekvasilo. To je Kristusov evangelij. Hvala tebi, Kristus. Ena misel ob današnji Božji besedi. Včeraj smo v evangeliju slišali o tem, kako Jezus ozdravi na sobotni dan ženo, ki je bila bolna 18 let. Noben zdravnik ji ni mogel pomagati, nobeno zdravilo ni prijelo, Jezus je bil tisti, ki jo je ozdravil. Če je včerajšnji evangeljski odlomek na nek način sporočilo nam, da je Božje kraljestvo tukaj med nami in da deluje, je današnji evangeljski odlomek na nek način opis tega, kako je Božje kraljestvo tukaj in kako deluje. Jezus ga primerja dvema stvarima, gorčičnemu zrnu in kvasu, ki sta po svoje majhni, nepomembni stvari v našem vsakdanjem življenju, so stvari, ki so pomembnejše, ki bolj pritegnejo našo pozornost, ker so morda bolj bleščeče, ker so bolj važne, ker so bolj nujne.
Gorčično zrno, kvas, majhne, vsakdanje, skoraj bi se zdelo nepomembne stvari. Jezus ju primerja temu, ker je pravzaprav to način, na katerega Božje kraljestvo prihaja v naše življenje, prihaja na ta svet. Namreč pod podobo majhnosti, velikokrat nepomembnosti, skritosti. Če se spomnite, včeraj je pater Egon povabil, da bi se nekomu zahvalili. Vsaj eni osebi v dnevu, da bi obudili to gesto. Pa bi človek lahko rekel, to je toliko majhno, to je toliko nepomembno. Koliko drugih, veliko večjih in veliko bolj pomembnih stvari je v mojem življenju, a zdaj bom pa še v tem premišljal, da se nekomu zahvalim. Ampak ravno na ta način, v majhnih, velikokrat kot rečeno skritih in na vides nepomembnih stvareh, na ta način prihaja Božje kraljestvo v nas. Jezus je izbral ta način, da pride kot majhen, kot skrit in nam na ta način počasi razlaga, kako pravzaprav Bog gleda na svet, kako Bog gleda na ljudi, kako Bog gleda na to, da bo vzpostavil tukaj svoje kraljestvo. In res je po eni strani, mi ljudje smo pač tisti, ki se odločamo, ki ravnamo, ki na nek način presojamo, delamo, ustvarjamo v tem svetu. Ampak Bog si je vzel pravico, da te stvari interpretira. Bog je tisti, ki razlaga, kako se je nekaj zgodilo, zakaj se je nekaj zgodilo in kaj to pomeni. Ne ljudje. Mi vidimo en del. Pa se je dobro priklicati v spomin podobo morda ene zapestnice, morda enega vezenega prta ali pa morda ene ročno narejene preproge. Če jo gledamo z zadnje strani, vse, kar vidimo, je en preplet vrvic, vozlov, morda kdaj tudi tako neugledno, ne vidimo, da bi bilo v tem karkoli lepega, ker je pač, kot rečeno, vse prepleteno, vse zavozlano. Ampak to ni resničnost vezenine, to ni resničnost zapestnice, to ni resničnost preproge. Da vidimo tisto, kar je v resnici nekdo, ki je vezel, nekdo, ki je to preprogo delal, kaj je hotel narediti, da vidimo to, je treba preprogo obrniti. In podobno se mi zdi, da nas tudi Bog vabi, da mi svojega življenja, tega, kar se nam dogaja, morda tudi stvari, ki jih mi pač po svoje nekako razvrščamo po pomembnosti, da bi znali na nek način kdaj umreti pred svojim pogledom, pa pustiti, da nam Bog razloži, da nam Bog pokaže, da nas Bog upelje, da nam da Bog uvid v to, kaj je v tem življenju v resnici pomembno, zakaj se stvari zgodijo tako, kot se zgodijo in k čemu smo tudi mi poklicani. Da bi znali prepoznati lepoto v enem zrnu, ki pade v zemljo, da ne bi gledali v tem enega zrna, ki bo zgnilo, ampak da bi znali videti lepoto tega novega življenja, ki raste iz kalčka. Da bi, ko gre za kruh, da bi ne gledali zdaj v tem samo neke moke, ki se je pokvarila, ampak da bi videli kruh, ki vzhaja, zato da bo pečen in bo hrano novi. Da bi znali tudi svoje življenje na nek način interpretirati na ta način, gledati, kaj Bog dela, poslušati, kaj Bog govori in se veseliti, da tudi preko najmanjših, najbolj nepomembnih stvari Bog gradi svoje kraljestvo.